predlagam, da kar počasi pričnemo dvorana se kar naklonila. Spoštovane dame in gospodje, dragi kolegice in kolegi, lepo pozdravljeni po poletnem premoru na naslednje etape naših rednih mesečnih predavanj. Vesel sem, da ste se kljub kislemu vremenu in septembru, ki je praviloma kar natrpan mesec, odzvali našemu vabilo in nas počastili z vašo prisotnostjo. Veliko veselje je, da je za nami danes kot predavatelj magister Igor Omerza, arhivisti v Arhivu Republike Slovenije ga poznamo predvsem kot marljivega uporabnika našega arhivskega gradiva in obiskovalca naše arhivske čitalnice. Danes smo se zbrali na tem mestu za namenom prisluhniti njegovemu predavanju, katerega naslov vidite izpisan Slovenska SDV od Edvarda Kocbeka in Borusu Pahorju. Predavanje bo prav gotovo zanimivo. Med nami vidite kar nekaj tudi tehnike, tehnične podpore. Za nami so naši prijatelji, kolegi iz projekta Sistoli, ki kot je že v navadi naše predavanje snimajo in so potem dostopna na njihovih spletnih stranih. Prav tako pa je med nami tudi predstavnik Radia Ognjišče, ki bo predavanje posnel za njihove radijske valove in poslušalce na Radio Ognjišče. Igor Omerza, mislim, da ga ni potrebno posebej predstavljati, politik, profesor, tudi aktiven član v procesu osamosvajanja Republike Slovenije kot član Bavčarjevega odbora, sicer pa pisec, avtor številnih knjig, v zadnjem desetletju jih je izdal 10. Prav tako je izdal kar nekaj knjig z področja, ki ga danes predstavlja, recimo da knjigo Edvard Kocbek, osebni doseg številka 584, Boris Pahor, Željo Udbek in pa končno knjigo Karla Udba v Dragi. Pričakujemo pa lahko iz njegovega peresa v prihodnjih letih prav gotovo še takšno knjigo. Magister Omerza, lepo hvala za udeležbo in veselje vaše. Hvala vam za vabilo, prav vse lepo pozdravljam. Zdaj, najbolj tajno zavezovanje posameznikov v Socialistični Republiki Sloveniji je vse do svoje smrti Edvard Kocbek. Spremljali ste ga od leta 1944 pa do njegove smrti, novembra 1981. Oziroma še po njegovi smrti, kar bom dokazal v nadaljevanju te predstavitve. Kodno ime, pod katerim so ga spremljali, je bilo Bohinjski. Zakaj to ime? Verjetno, ker je bil deležnica predvojnega tako imenovanega Bohinjskega tedna, akademsko-kulturno-socialnega tedna, ki ga je avgusta 1939 organiziralo Slovensko katoliško društvo Zarja v Bohinji. Iz obširne analize obdelava Edvarda Kocbeka, ki zajema obdobje 1944-1965, je razvidno, da je avtorica uslužbenka državne varnosti Tončka Dovjava pregledala 6500 strani gradiva o Kocbeku. Če k temu dodamo še 1000 strani do njegove smrti, novembra 1981, sklepam, da je šlo za zelo zajeten dosje, imel je številko 584 in večina tega tajnega materijala je uničenega. To pa posledica dejstva, da je 7. marca 1990, pozarjene datume, 7. aprila so bile demokratične volitve, prve po vojne, 7. marca 1990 je namreč Ivan Eržen, zadnji načelnik slovenske tajne politične policije, ukazal masovno uničevanje odlovskega gradiva. 7. maja 1990, se pravi že po volitvah, je ekipa tehnika Mladina ujela enega izmed številnih uničevalnih dokumentacijskih kovojev pred vhodom v papirnico Količevo. Spremljali so te konvoje oboroženi ljudje in so tudi stali v teh trakovih, ki so peljali to odvečno dokumentacijo v papirnate mline, kjer se je to uničevalo in so budno pazili, da ne bi kdo kakšnega koščka papirja vzel iz tistih tekočih trakov. Zdaj, po zaslugi prav že omenjenega Ivana Eržena ni mogoče natančno določiti top lestvice nadzorovancev. Razen za Kocbeka sem prepričan, da je v tem smislu prvak. V žalostnem smislu, seveda. Gotovo je pa zelo visok na tej lestvici tajnega zavezovanja tudi Boris Pahor. To je bilo za slovensko udbo dokaj zahtevno opravilo, saj je živel v tuji državi, v Italiji, a se očitno po Trstu udba sprehajala, kot je razvidno z mojih knjig o Kocbeku, Dragi in Pahorju, se
se ta naša tajna politična policija sprehajala skoraj tako kot po Ljubljani. Prva omemba Borisa Pahorja v moji knjigi o njem Budvi datira na maj 1952, zadnja pa na december 1989. No, že po izidu knjige se našel še eno omembo Borisa Pahorja in to v dokumentu naše tajne policije iz januarja 1990. Kodno ime, pod katerim so tajni politični policaji spremljali Pahorja, je bilo najprej Jambor in kasneje Ljubljančan. Za Jambor je jasno, da je posledica njegove knjige Odisej ob Jamboru. Za drugega pa ne najdem vsebinske razlage, saj se Boris Pahor vse skozi tudi še danes hoduje na Ljubljano, da ne razume za mesta in da ne posveča dovolj pozornosti in podpore za mesto. Ne glede na to, pa Ljubljane, Ljubljančani in Ljubljančanke že vrsto let slavijo njegovo neverjetno osebnost, v tem letu tudi se spomenikom. Glede na dolgo obdobje tajnega in intenzivnega skoraj 40-letnega spremljanja, kar je razvidno z mojo knjigo Pahor in Budvi, je tudi njegov dosje, podobno kot Kozbekov, moral obsegati tisoče in tisoče strani. Verjetno ni treba povedati, da tudi ta dosje ni ohranjen. Ker se je prej omenjena uslužbenka državne varnosti Tončka Durjava podučila v svoji analizi Kozbekovega dosjeja, da so Kozbeka spremljali od leta 1944, je bil Kozbek najprej pod nadzorom OZNE, od leta 1946 UDL, uprave državne varnosti, in od leta 1967 pod nadzorom SDV, službe državne varnosti. Po nadelu to imenujemo UDV in SDV in OZNO običajno, oziroma UDV in SDV običajno imenujemo kar UDBA. Pa tudi OZNO znamo preštevamo, v tem ponadelu izrazov, kar je kratica njenega srpskega imena Uprava državne bezbednosti. Glejte, prav maja 1944, ko sta Tito in Kardelj se slikala, tudi Tito sliko, vmes je še Žudovič, ki se to pozneje zaprli zaradi reforma Geroja, ko sta se tukaj slikala s Kozbekom v Drvarju, je Tito ravno takrat tudi ustanovil 13. maja OZNO, se pravi, Oddeljenje za zaščito naroda, oddelje po slovensko za zaščito naroda, ki je začel zbirati v tem letu tudi že prve podatke o Kozbeku. Paradoks je, da je Kozbek svoje vojne soborce ljubkovalno imenoval tovarišija in prav vrhovi te tovarišije so ga dali dušno zavezovati in ga tudi šikanirati na vsakem njegovem koraku. Ampak Kozbek, ki je to seveda čutil in vedel, se tej tovarišiji nikoli ni hotel povedati. Po moje predvsem zato, ker ni hotel razvrednotiti svoje osebne zgodovine, namreč svojega sodelovanja v vrhu oziroma vojsko fronte. To pa je dokument iz maja 1952, ki utvarja nadzor nad Borisom Pahorjem. In posledica dejstva, da je Boris Pahor v Primorskem dnevniku, ki je bil sicer voden iz socialistične matice, napisano novembra 21 bleščečo kritiko oziroma oceno Kozbekovih novel Strah in pogum. Uredniki Primorca namreč skoraj še niso vedeli, da bo vrh partije v matici konec decembra 1951 ostro obsodil knjigo in zaradi nje organiziral medijsko vojno proti Kozbeku, ki se je končala z njegovo odstranitvijo z vseh njegovih visokih funkcij in sledečo 10-letno izolacijo, kar vse se podrobno opisal v knjigi Edvard Kozbek, osebni dosje številka 584. Borisu Pahorju pa je vrh režima takrat dodelil spremstvo tajne politične policije. V ta namen so zahtevali od Ovaduha Pjeteja, alias pisatelja Jožeta Brejca, pozneje Jožeta Javorška, ki je bil sicer takrat v zaporu, da maja 1952 napiše vse, kar ve o Borisu Pahorju. Dokument je odkrila Alenka Puhar in skupaj sva ga skoraj do celote razvozlala, kar je bilo predvsej zahtevno opravilo. Sledite, kakšnem stanju je ta dokument. Kakorkoli že udbovski lov na Borisa Pahorja je bil tako odprt. Zdaj so vprašanja, zakaj so oznovci in udbovci tako vneto sledili Kozbeka. Kozbeka so sledili to že med vojno, ker je bil vodja krščanskih socialistov, koalicijskega partnerja partije v Osvobodilni fronti. Koalicija je bila sicer samo navidezna, ker se je komunistična partija v celoti podredila fronto, a vendarle je bil Kozbek potencialno nevaren, še posebej zato, ker ni, tako kot mnogi krščanski socialisti, izdal svoje prepričanje in vstopil v partijo. Čeprav so mu že v vojni in po njej dali formalno visoke funkcije, so ga obenem
ga je obenem dal vrh partije slediti na vsakem koraku, saj je bil na primer tudi njegov šofer, sodelavec tajne politične policije, dokler je še imel seveda svojega šoferja. Krko in neiskreno zavezništvo med krščanskim socialistom Edvardom Kozbekom in komunistom Edvardom Kardeljem. Namreč ne predstavlja šlo za spopad med Kozbekom in Kardeljem. To moramo vedeti. Je ker tudi vse, kar se je z njim dogajalo, v tem je odločil Kardelj. Je počelo konec leta 1951, ko je objavil, kot sem že omenil, novele Strah in pogum. Vrh slovenske partije je decembra 1951 ocenil, da gre za izkrivljanje resnice o narodnostni borbi in vrgli so ga z vseh funkcij in 10 let ni mogel niti ničesar objaviti, kar je za literata zelo huda kazen. Ob tem so ga neprestano spremljali tako za vaduhi, kot sredničnimi sredstvi in tudi klicali na udbovske zaslišanje. Redno so tudi pri Kozbeku delili tajne hišne preiskave in karati oziroma fotkali njegove dnevniške zapise. Dalje, od leta 70 do leta 75 so naši tajni politični policaji spremljali njegove priprave, da javno objavi s pomočjo Borisa Pahorja razkritje povojnih pobojev. Tik pred izidom, ob izidu in po izidu tega pričevanja leta 1975 in še v letu 1976 se pritisk tajne politične policije na Kozbeka povečal. Vse to kulminira z razmišljanjem vrha režima o procesiranju Kozbeka, Pahorja in Regule, v odkritih grožnjah Kozbeku strani takratnega šefa UDBA Janeza Zemljariča in v aretaciji in političnem sojenju Kozbekovih in Pahorjevih somišljenikov Viktorja Blažiča in Franca Miklavčiča. Neprestano so bili tudi na udaru udbovskem Kozbekovi prijatelji, sodelavci, sorodniki. Pozorno so udbaši tudi spremljali Kozbekov nastop na študijskih dnevih slovenskih izobražencev, znanih pod imenom Draga. Vse do njegove smrti so udbaši tudi spremljali njegovo literarno in revijalno udejstvovanje. Ob tem je dodal, da je Edvarda Kozbeka leta 1959 zasliševal tudi udbovec Zdenko Roter, ki je leta 2013 izdal svoj obsežni življenjepis Padre maske, v katerem pa zelo skopo obdelal svoje udbovsko obdobje in zamočil na primer tudi to, da je imel nekaj časa kot tajni politični policaj na zvezi Pijeteja alias Jožeta Brejca oziroma Javorška. Zdaj, zakaj se sledi Borisu Pahorju? Prvič, zaradi njegove pozitivne ocene Kozbekovih del novele Strah in pogum novembra 1951, zaradi sodelovanja pri revijah Sidr in Tokovi leta 1953 in leta 1956, tržaških revijah, zaradi več kot 20-letnega izdajanja tržaške revije Zadev, zaradi ustanovitve slovenske levice v Trstu leta 1968, zaradi izdaje Kardelju neljube knjige Odisej od Jamboru leta 1969, zaradi objave Kozbekovega pričevanja v Kosovovi knjižnici Tržaškega zaliva leta 1975, zaradi obrambe Viktorja Blažiča in Franca Miklavčiča, ki sta bila sodno procesirana in zaprta v letih 1976 in 1977, zaradi suma avtorstva sovražnih letakov leta 1970 in leta 1977, zaradi sodelovanja na vsakoletnih srečanjih slovenskih izobražencev tako imenovana Draga v dvoreku Karla, zaradi sodelovanja z Novo revijo in Društvom slovenskih pisateljev 80. leta prejšnjega stoletja. Udba je kot rečeno spremljala Borisa Pahorja in Edvarda Kozbeka na študijskih dnevih slovenskih izobražencev. Vse to sem natančno pisal v knjigi Karla Udba o Dragi. Udbovci so nadzor nad Dragi hodno poimenovali Karla. Na sliki vidite Pahorja in Kozbeka na Karli oziroma Dragi leta 1970. Tu vidite poimenski seznam ovaduhov, ki so Edvarda Kozbeka spremljali od leta 1944 do leta 1965. Poročilo je podal Kozbekov prijatelj in pisatelj Jože Brejc oziroma Javoršek oziroma PIT in to 179 poročil. In kar je najbolj žalostno pri celi stvari, Javoršek je uvajal Kozbeka za denar. Če raztegnemo zdaj število Kozbeka sledečih ovaduhov do leta 1981, ker imamo samo podatke do leta 1965, natančne podatka nima, lahko sklepam, da je Kozbeka v celotnem obdobju nadzorovalo čez 100 ovaduhov. Verjetno tudi število konfidentov udbe, ki so okrožili Pahorja, ni bilo dosti manjše.
Pri tem pripominjam, da jaz konfidenti zaobsegam registrirane sodelavce in registrirane vire, neregistrirane vire in tudi prijateljske zveze. Zdaj pa nekaj več o Kozak-Pahorjevem dogovarjanju o objavi Kozakova pričevanja o povojnih pobojih. Pahor je začel na Kozaka pritiskati naj spregovori o povojnem poboju neogroženih obrancev januarja 70 v Opatiji. In kaj je Udba leta 70, takrat, ko ste se začeli o tem pogovarjati, vedela o tem začetnem pričevalskem pogovoru in dogovarjanju med Jamborom in Bohinjskim. Na to vprašanje seveda ni prav lahko odgovoriti, saj je preveč dokumentov o tem in drugih zadevah pretežno uničenih. Je pa Kozak med drugim o teh stvarih veliko pisal v svojem osebnem dnevniku, ki ga je vsaki tajni preiskavi pri njem doma tajna politična policija prefotografirala. Tako so udbovci v enih izmed številnih takih tajnih premetačev Kozbekovega stanovanja skrivno prefotografirali njegov dnevnik z leto 70, kar je po obsegu znašalo približno, piše Udba, 850 strani A4 formata. Tako so udbovci prišli do obsežnega materiala v Kozbeku za leto 70 in na tem temelju vedeli za intenzivne začetne pričevalske dogovore med Kozbekom in Pahorjem. To je dokumentirano v tako imenovanem informativnem preseku varnostno-indikativnejših vsebin dnevniških zapiskov Edvarda Kozbeka za leto 70, kjer lahko preberemo, da je zdaj njegova pozornost, se pravi v tem letu, v večji meri usmerjena v razglabljanja o nekaterih sklopih varnostno zanimivih vprašanj, ki se navezujejo na obdobje med NOB in neposredno po njej, kjer se kot stalnica pojavljajo ocene odnosa komunistične partije do skupine krščanskih socialistov, razmišljanja o usodi vrnjenih obrancev in oseb, ki so bili udeleženi v dahovskih procesih in podobno. Moram reči, da pogledajte, oni so prefotografirali 850 strani za eno leto. Kot je vsa ta leta pisal dnevno. In zdaj, s tem se že leta in leta z dešifriranjem teh dnevnikov muči, recimo nekaj o tem pisal že v Novi reviji, še pred padcem socializma Rupel, potem se s tem ukvarja danes Mihael Glavan, zelo uspešno, in žal tudi pokojni Andrej Intrec se s tem ukvarjal. Jaz sem skušal to razbirati, ker sem iskal ta datum dogovora Kozbeka v Opatiji leta 70 in nisem mogel ničesar prebrati. To so hieroglifi, to je strašno težko brati in jaz moram reči, da sem nekaj snil v te udbovci, kako so se s tem mučili, ker to je dejansko mučenje branje teh njegovih čiračarov. Zdaj pa gremo od leta 70 proti letu 75. Nekaj dokumentov je, vseh ne moram seveda tukaj prikazati. Pokazal en dokument, ki še ni bil objavljen, ker sem ga šele zdaj najdel. In recimo zanimiv je ta udbovski dokument, datiran na 5. februar 1971. Gre za spremenjanje Franca Rodeka, zato je tudi zanimivo, da on se je Francija Rodeka tudi imel kardinal. Preko operativne tehnike poimenovane kodno-škarjanc in golob, galeb, torej za razvajanje preko telefonskih prisluhov, kontrole pošte in mikrofonov v stenah. V 5-stranskem dokumentu, te so samo 3 strani, tako izvemo, da je Rodek po povratku iz Argentine, tam je bil nekaj mesecev v drugi polovici leta 70 obiskal Kozbeka in mu prinesel imigrantskega časopisa Si in glas s članki o soodgovornosti Kozbeka za pokol domobrancev v Rogu ter dramo imigranta Franca Papeža Gost, ki obravnava isto tematiko, le za estetskega in nepolitičnega vidika. Kozbek mu je priznal, to vse citirano iz tega dokumenta, da ga vedno bolj muči dejstvo, da je bila njegova usoda povezana s tem vprašanjem. Se pravi, Rodeta in Kozbeka so prisluškovali, se z tega v Kozbekovem stanovanju in z tega so naredili to en del tega poročila. Zdaj, zanimivo je še ta podpis na koncu. Tam vidite Stane Bernek, pomočnik načelnika SDD. To je spet nek slovenski paradoks. Dva brata Berneka. Eden Stane komunist in visoki udbovec, drugi Jože pa imigrant in katolik, ki je po vojni zbežal v ZDA. Po osamosvojitvi je prišel v Slovenijo, postal celo poslanec v državnem zboru. Govorim o Jožetu. Zdaj, jaz kar končam za to 5-letno obdobje pregovarjanja Borisa Pahorja, Kozbeku je pregovarjal, se najde veliko teh njegovih pregovarjanj, pa tudi njegovih samih dnevnikih, tako Kozbeka kot Borisa Pahorja se vidi ta relacija.
Zdaj, in je seveda Kozbek pregovarjal, ne spregovoril po vojnem poboju domobrancev, za katerega so odločili Jugoslovansko slovensko politično vodstvo. To se je končalo 17. januarja 1975, to pregovarjanje. Kajti Kozbek je zakaj tako dolgo ukleval? Zato, ker je vedel, da se ga bo totalitarni režim zgrajen na tem zločinu hudo lotil, pa je vendar zbral pogum in kot rečeno 17. januarja 1975 obljubil Pahorju, da bo to storil v sledečem tednu. Obljubil tudi izpolnil in Pahorju na to 18. marca 1975 to pričevanje brez pardona objavil v Trstu, seveda v Matici ga ne bi mogel. V knjižnici Edvard Kozbek, pričevalec našega časa, kar je povzročilo atomsko bombo, ki še danes umira. Tu vidite počrtano z rdečim, kako Udbaši s pomočjo mikrofona v steni poroča politično vodstvo Slovenije, ki je tudi spodaj navedeno, da bo odgovarjanje na zastavljanje Pahorjeva vprašanja Kozbek vzela vsaj tedni čas. Udba je torej detektirala ta januarski dogovor s pomočjo mikrofona v zidovih Kozbekovega stanovanja, ker je ta Kozbekova obljub bila dana med vrati, ko je Pahor že odhaja iz stanovanja. To piše Pahor v svojem dnevniku, da mu med vrati rekel, pride čez teden. Na izhodu torej stanovanja, potem je jasno, da je Udba lahko posnela in na to zapisala to Kozbekovo obljubo samo zato, ker so bili mikrofoni zazideni vse kotičke njegovega stanovanja. Po izidu pričevanja je sledila neverjetna ljudska gonja, vrh režima je celo razmišljal, kako sem že omenil, da bi procesirali Kozbeka ter urednika knjižice Borisa Pahorja in Alojza Rebulo. Vse to je predvsem natančno opisano v tretjem delu knjige o Pahorju in Udbi, čeprav gre za opis samo enoletnega udbovskega nadzora leta 1975, obsega ta tretji del skoraj 200 strani, tretjino knjige, eno leto. Ta obseg je posledica neverjetnega dejstva, da je za leto 1975, torej v letu Kozbek-Pahor Rebuline afere, ob izdaji knjižice Edvard Kozbek, pričevalec našega časa, ohranjenih vseh 238 tako imenovanih indikativnih biltenov, skupaj 2600 strani, ki so jih tajni policaji dnevno, razen vikenda do praznikov, pošiljali peščici slovenskih komunističnih voditeljev. V njih niso splošni ali analitični podatki, ampak izsečki iz terenskih, torej operativnih dokumentov. Tako da v teh biltenih mrgoli prisluhov iz mikrofonov v stenah in prepisov telefonskih razgovorov. Koliko je to tragično obdobje naše zgodovine, namreč ta vseobsežna policijska država, pa je dan danes in v bodočnosti to tudi zanimiv vir za razumevanje dogodkov, ki bi drugače bili slabše razumljeni. Vidite, to je en tak prikaz razgovora med Kozbekom in Alojzom Rebulo, ko je Rebula prišel Kozbek v Ljubljano in sta se pogovarjala prihajajočem pričevanju in o Pahorju. Zdaj, ko je Pahor dobil ta tekst od konec februarja od Kozbeka, ga je odnesel v Trst in dal eno kopijo Rebuli kot sourednik knjižice, ki prihaja. In tukaj se pogovarjate o teh zadevah in Kozbek pravi, naivni Kozbek pravi Rebuli, v Sloveniji je samo eden za to pričevanje, ki sem ga dal v Pahorju. Mislim, da Viktorja Blažiča, ki so bilo pri pripravi tega njegovega intervjuja z Pahorjem, v bistvu gre za samo intervju, ker se je Kozbek sam postavil vprašanje. Ampak pri tem je pomagal Viktor Blažič. No, vidite, Udba že vse več celo posnele dogovore, že iz drugih dokumentov se vidi, že konec januarja vedela, že Ribičič je rekel Grmiču, Vekoslavu Grmiču na SZDL in povedal, da Kozbek je oddal nekaj Pahorju, kar bo objavljeno. Veliko jih že vedelo, Udba in politično vodstvo in celo Grmič, verjetno tudi znotraj cerkvene strukture, Kozbek pravi samo eno v Sloveniji za to pričevanje. Dobro, zdaj smo pa že leto 1976. Leto po izidu pričevalca našega časa se je vrst Slovenske partije, ki je formalno vodil France Popit, dejansko po Beogradu službujoči Edvard Kardelj, odločil obtožiti dva, kot je Popit javno in srčno poimenoval Kozbekova asistenta, predvsem z razlogom, ker sta pod psevdonimom objavljala prispevke v Pahorjevem zalivu. Torej, ker se niso upali pravosodno lotiti mednarodno znanega Kozbeka in v Italiji živečih Pahorja in Rebule, so se lotili dveh Kozbekovih in Pahorjevih sodelavcev,
Viktorja Blažiča in Franca Miklavčiča. Seveda Pahor je vse skozi preko zaliva in raznih pisem ter svojih mednarodnih povezav nasprotoval temu političnemu procesu. Tako je februarja 1977 poslal tudi pismo 103 slovenskim literatom, v katerem apelira, naj se pisatelji in pesniki zavzamejo za obsojenega sodelavca zaliva Blažiča in Miklavčiča. Nekateri so to pismo dostavili organom za notranje zadeve, med njimi tudi Peter Božič, ki je celo izjavil, to poroča Udba v tem dokumentu, ki je pred vami, oziroma na platnu, da je želel najprej ostro odgovoriti Pahorju, zdaj pa resno razmišlja, da bi veljalo javnost pregovoriti o tem in pripravlja oster napad na tisk. In to pridemo do še enega velikega slovenskega paradoksa, da imata tako gotov Božič kot njegova žrtev Pahor oba dan danes spomenika v Ljubljani, oziroma Božič bo jutri v vrtu Društva slovenskih pisateljev dobil še enega. No, tu pa vidite stavbo v centru Ljubljane, nasproti Maxi Marketa, oziroma nasproti parlamenta, ko hočete. Se pravi, v samem strogem centru Ljubljane, kjer je živel Kozbek in kjer so ga tako, rekel, dan in noč kontrolirali z mikrofoni v stenah in še se drugimi s pomočjo drugih stvari. To je fotografija žici mikrofonov, ki sta jih Kozbekova sinova Matjaž in Juri, žal važa pokojna, našla novembra 1969 v preurejenem stanovanju. To je povzročilo, da je Kozbek napisal znamenito pesem Mikrofon v zidu in je vključil v pesniško zbirko poročilo, ki je šla konec leta 1969. Se pravi, da je v tem obdobju novembra in konec leta 1969 napisal to pesem o mikrofonu v zidu. Zanimivo je, da v tej pesniški zbirki poroča slovenska tajna politična policija v začetku leta 70 političnemu vodstvu in informaciji prilaga celoten prepis pesmi Mikrofon v zidu. Zelo nenavadno je, da tu Udba poroča o Udbi sami, saj je pesem pravzaprav Kozbekov odgovor na najbolj udbovski prisluškovalnih naprav v njegovem stanovanju. Zdaj prehajam pa razklop Kozbekov smrti in posmrtnih dogajanj, ob smrtnih dogajanj, ki je pa zelo, rekel, tragično danes morda, vendar je tudi zanimivo. To je ena bolj umazanih stvari okoli za razvajanje Kozbeka, se mi zdi tale depeša, Centra službe državne varnosti Ljubljane, ki jo vidite na zaslonu. Ta center je vodil takrat Ivan Eržen, razkrit predvsem po tem, da je vodil Udbo v času, ko je vse se je vrtez. In tle piše, da je dne 3.11.81, 20.30 nas je sodelavka Zala, to je sicer v arhivu prelepljeno z belim lističem, ampak podaš to pri luči se vidi, ne? Ni bilo dobro prelepljeno. Ne vem, zakaj v katerem zakonu pravili so to prelepljali, ne vem, v katerem obdobju. Nas je sodelavka Zala obvestila, da je v 2025, prav 10 minut po Kozbekovi smrti. Te je umrla na Kovce, Bohinjski, to je Kozbek. Smrt je ugotovila dežurna sestra na Bokalcih. In kako se je Kozbek obnašal pred smrtjo in tako naprej. No in zdaj imamo pa spet v pogovor sodelavkov. Zalo je žena Bohinjskega rekla, da obdukcije ne dovoli in je vprašala za nasvet z tem pogledom. In tako naprej. No in potem je prišla pa še k smrtni postelji Kozbeka prišla žena za sodelavko Edo, ker je Udba naročila, naj bo Eda skupaj z njo gre smrtni postelji. To se mi zdi neverjetno. Zdaj, jaz sem zvedel imena te Zale in Ede. Povedal mi jih je Matjaž Kozbek. Prosil, da jih ne objavim, raznih družinskih sorodstvenih povezav in jaz sem se seveda tega držal. Ni še konec. To je spet prvič objavljen dokument danes. Ohrana je tudi depeša Centra službe državne varnosti poslana prvemu oddelku SDD, ki je sestavil Kiril Gulevski in podpisal Ivan Eržen, iz katere je razvidno, da je za namene spremljanja pogreba Kozbeka Udba ponovno angažirala sodelavca Rudolfa Trofelika, založnika iz Minhna, oziroma Trubaja, ki se je kodno imenoval, Kozbekovega dolgoletnega prijatelja.
ker je pogreb ob 9 uri zjutraj, namenoma, ob 9 zjutraj, ker to je vodil državni protokol, vladiški protokol, očitno smisel hotel do preč ljudi na pogrebu. So vodilci Trubarja tudi angažirali, tudi lahko preberete, da bo poročal o popoldanskem in večernem obisku pri družini. Završeno. To je zdaj pogreb, slika z pogreba, obkroženje Mitja Ribičič. Namreč zakaj? Na žalni seji Društva slovenskih pisateljev in na pogrebu se je v prvih vrstah užaloščeno nastavljal politik Mitja Ribičič, ki je Kozberga leta 1976 v tasni pred slovensko policijsko varnostno strukturo, se pravi tudi pred udbovci, zmerjal in ožigosal za voluhajo. Morate vedeti, kako so potem policaji in udbovci gledali na Kozberga po takih opredelitvih od politikov, ki so pravzaprav vodili tam politično policijo. Matjaž Kozberg mi je tudi povedal, da je na očetovem pogrebu kot drž čakala Lidija Šentjur, ena izmed najbolj dogmatičnih in okorelih komunist, ki jo Kozberg neposredno povezuje z upolom domobrancev. Namreč, 7. aprila 1975 je Kozberg v svoj dnevnik zapisal: moj intervju, mislim intervju Pahov, je častno dejanje človeka, ki bi se pripravil do tega, da skupno obžalujemo dejanja, ki so ga sklenili Karel Kevič, Marinko Maček in B. Krajger. Leta 1945 so sprejeli sklep in z njim storili najhujše dejanje v vsej slovenski zgodovini. 2 dni pozneje se v dnevniku vrne na poimenovano druščino. Citiram: v literarnem prologu Le Monde 4.4.75 je poročilo o razmerju oblastnikov do smrti. Zelo poučen je v tem oziru podatek, da eksplozivni oblastniki radi ubijajo, domišljajo si namreč, da gospodarijo nad smrtjo in jo prenebujejo s tem. To je prispevek psihozi, v kateri petorica, zgoraj omenjena, sklenila poklati domobrance. In dalje, Tone Trstenjak, znani slovenski psiholog, mi je povedal zaupen podatek, dobil ga je od razgledanega človeka, da je pri sklepu politbiroja o usodi slovenskih domobrancev najbolj ostro, odločno in tako rekoč najbolj ekskluzivno sodelovala Šentjurčeva Lidija, nihče drugi ni hotel te odgovornosti prevzeti nase, tako samo po sebi razumljivo, kakor ta ženska. Torej, Kozberg v svojih dnevniških zapisih te ljudi, to žensko obtožuje, da so sklenili ta danes rekli množični umor neoboroženih domobrancev po vojni. Jaz bi tukaj vendar nekaj povedal. Kozberg leta 1975 s pomočjo Pahorja ni bil prvi, ki je spregovoril po vojni poboj. Potem je neprestano pisala že niti migracija, to da še nihče ni upal ali mogel tega povedati in bi živel v Socialistični republiki Sloveniji, saj kot vemo vladala pri nas zarota molka in dezinformacije. Še danes je predvsej dezinformacije. Seveda to v SRS tudi ne bi moglo iziti in zato je šlo v Trst. Drugič, pomembno je bilo, da je v tem spregovoril človek, ki je bil v samem vrhu OF-a in tretjič, Kozberg javno ne uporablja besede zločin. To je prva v Socialistični republiki Sloveniji storila Spomenka Hribar, no, ne bo dovolj o tem. To je pa najbolj nenavaden dokument, ki se ga doslej našel v slovenskem arhivu, oziroma v delu, ki se nanaša na slovensko tajno politično policijo. In je tudi težko misliti, ki je bil nenavaden. Namreč 6 mesecev po Kozbergovi smrti Miha Brecelj, šef prvega oddelka Udbe, torej notranjega, sporoča drugemu in 8. oddelku, da ima pošilja revij, ki sta bili iz Italije poslani Edvardu Kozbergu, ko je še živ. Prosi za pregled in naj morebitne zanimivejše članke pošljajo prevod. In še, glede morebitnega zdržanja poštne številke, bi se odločali kasneje. Kozberg ne je mogel prebrati, tako ne razumem. Torej se Kozbergov pošto nadzovali še po njegovi smrti in jo po potrebi izločali. Tole po smrtno spremljanje dejansko Kozberga pa je resnično nekaj, česar bi se težko spomnili tudi za pomočjo najbolj divje literarne domišljije. V indikativnem biltenu v Dragi, ki je potekal leta 1983 na občinah, lahko preberemo tudi tale pasus. Sirčevega predavanja in diskusije se je udeležilo okoli 130 oseb, med katerimi so bili poleg preomenjenih še Franc Jeza, ki še s pomočjo žene, tednika izdela možganska kart, in Vinko Beličiš iz Italije, Franc Segorše iz Avstrije, iz SR Slovenije pa France Bučer ter Zdravka Kozberg. Torej v
Očitno je Kozbekov duh še močno strašil Udbi, saj tukaj vidimo, da so leta 1913 pisali v Udbi po Kozbeku in o tem promptno poročali najvišjemu slovenskem političnemu oziroma komunističnemu vodstvu. Ob tem bi še dejal, da bi si veliko bolj kot Peter Božič spomenik v Ljubljani zaslužil Franc Jeza. Če kdo pozna njegovo zgodovino, on je dejansko pisal teoretično in praktično razmišljal o leta in leta pred slovensko osamosvojitvijo, o slovenski osamosvojitvi. Medtem ko Pahor ni. Pahor je zahteval demokratizacijo, ne pa slovensko osamosvojitev. Franc Jeza je zahteval pa tudi, zato je bil tudi toliko spremljal, tudi grabek v Udbovci, pa jim ni uspelo. Dobro, zdaj pa še ena pikantnost iz zasledovanja Borisa Pahorja v Trstu. To je Pahorjeva hiša, oziroma zdaj tam spremljajo hčerka Maja, ta rumena hiša. Tukaj se mogoče slabo videti nek klanc, strašen strn klanec, ena oska uličica. In v generalnem poročilu Udbe za leto 1976 izvemo, da so v tem letu pri Borisu Pahorju gradili tehnično sredstvo. To pomeni, da so mu nastavili mikrofone v hiši. Zaradi težkih pogojev pa se eksploatacija, se pravi izkoriščanje, upravljala iz posebno prirejenih osebnih avtomobilov. Torej je Boris Pahor doma v Trstu grejeno pričakovanje naprave in okoli njegove hiše so okrožili posebno prirejeni avtomobili z udbovskimi posadkami. Jaz sem nekaj drugih bral, da so najemali rentakarje za italijansko registracijo, da ne bi sumljivi s slovenskimi tablicami. Ampak kako so se pa tam neopazno vzljakali po tisti oski težaški uličici, ki strmo grize od morja, tam blizu Miramara, proti Kraškemu rogu mi pa pravzaprav ni jasno. In očitno so se Udbovci zlahka sprehajali po njegove tržaške hiši. Naprimer, ko so konec oktobra 1977 bili raztreseni po Ljubljani neki sovražni letak, je udbovska ekspertka Janja Šuštač-Nučič 4. novembra 1977 zapisala, da je letak morda napisal Boris Pahor. In že 2 dni pozneje so Udbovci pri njemu v Trstu izvedli tajno preiskavo, hišnjo preiskavo. Neverjetno, kako hitro so bili naši Udbovci sposobni narediti tako hišno in tajno preiskavo v tuji državi. V zadnjem delu knjige o Pahorju je pomembno predvsem njegovo povezovanje z novo revijo društvo slovenskih pisateljev in nasploh s prebujajočo se slovensko opozicijo. To, kar je Pahor desetletja govoril in pisal za zamejstvo, pa ni bilo mogoče tega pisati v Sloveniji. Predvsem v Zalivu se je sedaj v dobršni meri prelilo v leta 1982 nastalo novo revijo. Nova revija se je namreč med drugimi zadevami na svoj jambor obesila tudi Kozbekovo zastavo in odprla v Sloveniji novo razpravo o položaju našega naroda. Se pravi, ključni Zalivovi oziroma Pahorji temi. Zato ni čudnega, da v letu 1985 Dimitrij Rupel, sicer intenzivno spremljan pod kodnim imenom Negativ, napravil za novo revijo intervju z Borisom Pahorjem. Seveda so Udbovci in njihovi politični šefi ta intervju lahko prebrali pred drugimi bralci, saj Udbov ukrada tekst še preden bil objavljen v novi reviji. Zaključil bi takole. Mislim, da nezaslišeno tajno zavezovanje Edvarda Kozbeka in Borisa Pahorja, dveh velikanov slovenskega naroda, ki sem ga natančno dokumentiral v teh 3 knjigah, ki vidite na zaslonu, gre za skoraj 2000 strani, še en dokaz reč, kako sprevržen in povniglav je propadel komunistični režim v Sloveniji. Katero normalno državno vodstvo, ki taka svoja 2 sinova, desetletja spremljamo z mikrofoni, glasovi in telefoni, ter s stotinjami povedukov in jih tudi konkretno šikaniralo, Pahorju prepovedalo vstop v domovino, Kozbeka vrlo 10-letni kres zgodovine in obenem grozilo z zaporom, prepovedni objavljanja in tako dalje. Le njun evropski format je vrh režima odvrnil tega, da bil pravosodno procesirali ali si privoščili še kaj hujšega. Zato se mi zdi razkrivanje tega in podobnega početja predvsem pomembno v smislu razkrivanja in obsojanja naše tajne politične policije in tako preprečevanja povolitve takega nečloveškega režima. Hvala za pozornost. Zagotovo so se vam ob
poslušanju tega predavanja rodila vprašanje, komentarji, čuti prav gotovo. Toga za besedo na dan, predavatelj prav gotovo je eden izmed največjih poznavalcev problematike na Slovenskem in bo z veseljem odgovoril na vaše vprašanje, ker pa, kot sem že uvodoma omenil, snimamo današnjo predavanje, so poprosim, da tisti, ki se boste priglasili k diskusiji ali vprašali, se tudi predstavili. Začni vprašanje, se najbolj vprašanje jaz. Gospod Omerza, v vabilu smo zapisali, da pripravljate trenutno naslednjo knjigo, če bi lahko kaj več o tej knjigi povedali kratko. Ja, v knjigu je predvsem obsežna dokumentacija o sodelovanju med slovensko in zvezno službo državne varnosti z Izraelom, oziroma z Šejki Danom, ki bo en zelo pomenih Izraelcev, ker je omogočil alijo, se pravi, da so se izseljevali iz vzhodne Evrope po vojni v Izrael številni Judje in navezal stik z jugoslovansko tajno obveščevalno policijo, konkretno z takrat v delu službujočim Nedom Brajnikom in s tem je nastalo neko sodelovanje oziroma neko druženje in potem tudi sodelovanje med tajnima političnima policijama Mossadom in UDBO in pozneje po Brajnikovi smrti to prevzel v Sloveniji visoki UDBO-ec Marko Zore in tem je obstaja kar obsežna dokumentacija in skušajo seveda v tej knjigi in pokazati, če na nekatere stvari, ki še niso bile. Čeprav se ta gradivo že obdelovalo, pa mislim, da je še veliko stvari za dodati. Še enkrat kličem publiko k sodelovanju. Zakolikor ni izvod. Jaz bi vprašal imeni, ki ste jih omenili, Karel, Kirič, Maček, ki so pravzaprav neposredno potrdili oboj oziroma umore več tisoč Slovencev. Kako je mogoče, da po takem v parku Sveta Evrope, ki je nasproti predsedniške palate, stoji 4-metrski kip Borisa Kidriča, ki ga lahko naš predsednik Demokratične Slovenije gleda vsak dan. Kako da to še kar naprej stoji? V bistvu je požegnal genocid nad Slovenci, tam ga pa slavijo že 26 let po osamosvojitvi. No, se imate tudi kip Kardelja, ne? No, to je pa drugi del. Tako predkronamento. Ki je odločilen med tistimi imeni. Pa imate tudi seveda v Velenju, mislim, da še Tito kip, ki je pa sploh odgovoren, ker je on najvišji pozicioniran. Tako da tega imate pač veliko, ne? Zdaj, pri takih stvareh v slovenski družbi okoli tega ni konsenza, rekel, da bi začeli se resno pogovarjati o tem, kaj narediti s temi zadevami. Tega ni, dokler ne bo neke politične volje, večinske v Sloveniji okoli teh stvari, se bo to ostalo tako, kot je. Že moje raziskovanje je pravzaprav povzročilo vsaj en referendum, drugi ni bil to zaradi mene. Prvi pa sigurno zaradi mene, ko sem jaz prišel arhiv, nisem vedel, da je udbovski arhiv sploh odprt, da je leta 1906 Janša vlada spravila skozi parlament odprtje slovenskih, če nam popolno odprtje. Če po celoti danes gledamo po Hrvatih, se pa res totalno odprli svoj arhiv. Ampak so odpori proti raziskovanju
so odpori proti, da bi se na drug način interpretirali, imamo različne interpretacije te zgodovine, nimamo še niti sprave na nekem političnem nivoju, ali pa družbenem nivoju, tako da te vse stvari še čakajo. Vidite, zdaj so začeli rušiti spomenike iz konfederacijske vojne, pa že stoletja, dva stoletja, kako so minila že tega, še več. Tako da družbe rabijo nekaj časa, posebej zato, ker je veliko te strukture se preneslo v novo strukturo. In zaradi tega so odpori. Jaz ne mislim, da je neka strašna druga mafija organizirana obstaja v Sloveniji. Vse ostaja pa nekaj povezave med ljudmi, ki so, če vi samo vzemete, recimo, da je bilo na koncu režima v Sloveniji 3500 sodelavcev in virov tudi. Da niso bi to samo, če zdaj odmislimo, veste, šoferje, pa receptorje, pa natakarje, ki so nepomembni, ste imeli pa vi univerzitetne profesore, direktore inštitutov, znane novinarje, zdravnike, inženirje in tako naprej, elito naroda, en del elite naroda, ki je uvajal svoje prijatelje, znance in tako naprej. In ti ljudje so prišli v nov režim, so zdaj tudi pomembne pozicije, tudi če so že upokojeni, a če so med živimi, še vedno so zelo vplivni. In to je ena velika masa ljudi, ki zelo verjetno blokira. Jaz nimam udbe, da bi to raziskoval. Jaz zdaj nočem imeti svoje udbe, vidim pojavno veliko. Tako da je odpor je tudi, da se te začeli o teh stvarih pogovarjati. Se so neki predlogi, da se te spomeniki porušijo in tako naprej. To ne morate narediti neka skupinica ljudi, to mora neko politični konsens, kaj narediti. A se te spomenike nekje so to naredili tako, da so premakniti spomenike v nek poseben park in tudi. To so tudi seveda rešitve, ki morajo imeti nek večinski konsens. V Sloveniji mislim, da te rešitve zaenkrat te takve konsensa. Morda mora miniti še nekaj časa, da bi se te stvari na ta način, na nek drug način urejali. Franc Brunšek, jaz bi samo tole rekel, vaše predavanje je ravno v povezavi z rojstnim delom Kozbeka iz 113 leti se rodil. Hvala za tole. Drugo pa, ali iz teh dokumentov, ki ste jih razkrili, ki ste jih videli, v katere ste se poglabljali, razvidno morda, kaj je pravzaprav Kozbeka nagnilo k temu, da se je pridružil tej zločinski organizaciji oziroma svojim sokvašem. Če gledate njegov ta intervju, sam intervju v Pahtorjevi knjižici, to je izjemno literarno delo, se bere, ne vem, to res en, ki je velik literat, lahko tak tekst, kot je ta intervju, kot v Pahtorjevem zalivu. In on pač, tudi če berete druge njegove stvari, on je videl v komunistih neko sposobno organizacijo, da so imeli, in da bo pravzaprav na liniju misli, da bo v kompaniji z njimi lahko rekel neko enakopravno sodelovanje, ker komunisti so imeli neke cilje, ki so bili Kozbeku kot socialistu nekako pri srcu. On je bil za državno lastnino, on je bil proti kapitalistični privatni lastnini, recimo, je bil za neko socialistično družbeno državno, kakršnokoli imenujo. On je bil proti strankarskemu sistemu, bil za neko interesno povezovanje, ker je iluzija, ampak recimo si želel nekega interesnega povezanja in on je videl v Sloveniji fronti to. Se pravi, komunistična organizacija, ki bo uspešna v odporu proti okupatorju, po drugi strani pa, da bo to neka koalicija med seboj sodelujočih faktorjev. In potem, ko enkrat je to padlo, je težko iz tega šel. Oziroma, mogoče se je tudi slepil, pa ni hotel sam sebe priznati. Ker on je do konca življenja dosti ustrajal na teh zadevah, na OF-u, kot njegovi epopeji njegovega življenja. Vidite, on je vedel, da so tovariši, njegovi so tovariši bili borilci, ampak še vedno je nekako ni se odpovedal tej druščini procela. Praktično se ni odpovedal. Zdaj, pač tako je bilo, in z te pozicije on nekako ni vstopil, kot sem rekel, niti cilji so bili
njega so prosili do invalidsko izjavo in tako naprej, kjer se je totalno podredila partiji krščanska, socialisti, pa že prej, tak so bili ne samo formalni partnerji. In on je celo po vojni na visoke funkcije. In potem je pa mučilo to, da je bil zraven v vodstvu, ki je odločal, on sicer ni v tem odločil, ampak ki je odločil, da je bil v nekem visoki funkciji, bolj formalni kot dejanski, ne, da ko se je to, sicer on je to delal, ampak nima zveze, on se je čutil soodgovornega in je rekel, dajmo to priznati, se pravi, soborci, moramo priznati to, zakaj so bili naši tovariši to sledi, moramo tudi to vzeti nase. In zaradi tega potem on leta 75, ta moralna krivda je težila. Zaradi tega je on sicer odlašal, ker se je bal normalno, to povedati, ker je bil pomemben element tega spomenega fronte. Veste, če je emigracija rekla, po vojni poboji, to so oni zlahka odbili, to so neke laži imigrantov, to ni se skratka. Če je rekel pa Kozbek, je bilo to hudo za partijo. In on je pravzaprav naredil razpok. On je šel zelo s čistim srcem in čisto zavestjo v to koalicijo. Jaz se ne moram načuditi, kako on prav. Prišel je čas odrešenja, ko so Nemci okupirali Slovenijo pa Italijani, kakšna sila je takrat. Cela Evropa je ležala pred nogami, takrat Nemčiji, Italiji, tako samo satelit. In on prav, zdaj nastopil trenutek, ko bomo mi lahko prevzeli. Se pravi, že takrat je rekel, to bo zdaj to družbo mimo roke z te vojne šli kot nov slovenski značaj bo iz tega šel. In oni mislijo, da bojo komunisti pri tem njemu tvorno pomagali. Pa še to bo novo različenje. Najlepša hvala. Iz dokumentacije izpričamo, da je bi Kozbek izvedel za uzurpacijo partije, torej za naročilo izvensodnih pogovorov. Če se da iz dokumentacije rekonstruirati, da je Kozbek nedvoumno izvedel, da je del partije uzurpiral oblast in naročil izvensodne pogovore. Kdaj pride to zavedanje do njega zelo nedvoumno? Takoj po vojni je ljudje so bili tja in sprašvali njemu, kje so te ljudje, kje je ta molkin, kje razginili so in tako naprej. On je potem zahteval na si kaj nekaj odgovore, so mu rekli, to mi neč res, to so izmišljotine, mi jih prevzgajamo na nekih delovnih taboriščih. In on je verjel, zato kaj hotel verjeti. Kako je zdaj, kakšna delovna taborišča, 10 ljudi nekaj po Sloveniji, ali še več kot 10 ljudi. In on je enostavno na tisti točki prenehal bezati v to, itak se ga potem odstavili ta 51, 52, in potem je pa to grizlo, vedno več stvari verjetno. Potem je gledal, ko so mu nosili medalsko literaturo in je tam noter bral vse te stvari. Zato je odločilni moment, da je on rekel, da bo šel ven s tem, ko je šel v Pariz leta 14. konc leta, mu je Ignacij Čretnik, imigranski duhovnik, pokazal cel kup te literature. Prav groza človeka, brat ubija brata in tako naprej. In nazaj glede je še čez Minkan je šel k imigranskim duhovnikom, tam z Dešarju in pa Rozmanu in rekel, fanta, dajte me obvezal. Takrat se je lomilo in je prišel nazaj in je potem rekel, Pahorju, priče za en teden. Se pravi, ta notranja vest stane dobil, on je že po vojni seveda dobil informacije. Ampak mislim, da ni hotel, nekako ni hotel verjetno. Je udrival to stran. To je moje mnenje, zdaj natančno pa ne vem, da je on zdaj bil že prepričan v to, jaz mislim, da je on že zelo hitro vedel, ampak nekako si tudi mislim, da je sam sebe priznati. Može samo dodala, zdaj ljudje so izginjali oziroma bili ubiti atentatni na ljudi, so se začela vemo v Ljubljanski pokrajini že leta 41, konec leta 41, potem so izginjali primarno 41. Kaj pa o tem, ali lahko kaj reče, kaj dogajati? Jaz sem se poročil, ker sem to berem, če studiram. Jaz govorim, pač, da je, če je Osna nastala 13. maja 1944, je slovenska tajna politična policija v specifičnih pogojih nastala 15. augusta 1941, ko je Kadej ustanovil
obveščevalno varnostno, oziroma kasneje malo se imenovala varnostno obveščevalna služba OF. Da je to začetek slovenske tajne policije, oziroma 15. avgust 1941, ker je bila, vemo kaj počenjala ta voz OF, ki seveda ni bil OF, ampak je bil podrejen direktno vodstvu partije. Nikoli ni bil to, ni bila to varnostno služba OF-a kot takega, tako recimo Kozbeka, ki je bil vrh OF. Ne vem pa, nisem poročal tega obdobja, samo beremo teh zločinih, VOS-a in tako naprej. Sem tudi Edo Brajnik, oziroma poznaj bom opisal, je bil en pomembnih članov te varnostno-obveščevalne službe. Med vojno, na kateri je bil zelo ponosen na vse te ljudi, in so bili skozi pod njegovo zaščito poznaje, ko je bilo konec vojne in so imeli poseben status te VOS-ovce. Najlepša hvala ministru Merzi za tole predavanje, tele komentarje, hvala vsem, ki ste se priglasili k besedi. Današnje predavanje je pri koncu, vas pa lahko že z velikim veseljem povabim na naslednja 2 dogodka.